Pozdravljeni! Koliko vas je v zadnjih dneh, tednih, mesecih občutilo strah, jezo, žalost, vas je mogoče zajelo malodušje, obup, ste se počutili tesnobno in koliko vas je bilo veselih, sproščenih, radostnih, polni energije. Sem Peter Kunc, avtor knjige Kako odpraviti stres za vedno. Najbrž se strinjate, da je super, če se počutimo dobro. Samo kaj, ko nas vsake toliko časa doleti tisto negativno iz voda, da nismo ravno najboljše volje. Pa to še ni tak problem, če je to samo toliko in toliko časa, ne? Problem je, če se ta zadeva ponavlja dan za dnem, teden za tednom. Pa to še niti ni tak problem. Problem je v tem, da mi enostavno kar gremo čez to, kar sploh tega ne čutimo, kot da to ne obstaja. Najbrž smo se tega toliko navadili, življenje je pač tako. In ne razumemo, da bi lahko bilo drugače. Smo pozabili, da smo bili svoje čase veseli in sproščeni, mogoče celo vsak dan. Kakšen 2-3 tedne nazaj je do mene prišel moški, star približno 50 let, in začela sem se ukvarjati z njegovim izzivom. Vprašal sem ga, če doživlja stres v službi. Ne, je rekel, moj posel je dobro utečen, praktično me ne potrebuje, skoraj da zadeva poteka samo od sebe. Krasno, sem si mislil. Kaj pa partnerski odnos? Ja, žena sva poročena, srečna, imava od sina, otroka, super. Kaj bo božga? Kaj pa starši? Starši so umrli že 20 let nazaj. Pa sem rekel, pa dobro, pa nekaj mora vendar biti, ne more biti kar tako. Zakaj? Zaradi tega, ker je prišel z meni, zaradi tega, ker so mu lansko leto odkrili raka na pljučih. No in potem sva se zadeve malo drugače lotila. Pa sem vzel dnevnik počutja in sem začel čitati iz njega. Sem rekel, pa mogoče čutite kakšno apatičnost, kakšen dvom, krivdo, ljubosumje, malodušje, napetost, negotovost. Ko sem rekel negotovost, je prvič malo zatrznil in potem kasneje, ko sem prišel do strahu. In priznal je, da čuti določeno negotovost, strah pred prihodnostjo v zvezi z njegovim 9-letnim sinom. Mogoče boste rekli, kaj ima to opraviti z mano, saj nimam raka, saj nimam nobenih hujših zdravstvenih težav. Okej, ampak kaj pa tiste drobnarije, ki sem jih omenjal? Kaj pa tisto, ko vas nekaj malce spravi iz tira, pa ste žalostni zaradi česa drugega, pa ste mogoče malce malodušni, pa ste v teh dneh se počutite krasno? O tem se pogovarjamo, o drobnih stvarih, katerih gremo kar mimogrede čez, kar nič temu ne posvečamo pozornosti. In v tej naši seriji video prispevkov bi želel, da se posvetimo prav takim drobnim stvarem. In da spoznate, da obstajajo 3 enostavni, jaz jim pravim tako včasih, čudežni koraki. In prvi korak je, da ste pozorni na to, kar se vam dogaja. Zato vam predlagam, da si vzamete malo časa, vzamete en list papirja in svinčnik in si zapišete, kaj se vam je včeraj takega dogodilo. Ste se mogoče počutili jezni, malodušni, žalostni, obupani, pesimistični? Te stvari si zapišite. Hvala za danes, jutri nadaljujemo.